Spoštovani, lepo pozdravljeni. Knjižna zbirka Georitem, ki jo na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU izdajamo od leta 2007, ima novo knjigo, 32. po vrsti, ki nosi naslov Sporna imena naselij v Sloveniji. V Sloveniji imamo okrog 6000 naselij in seveda vsako od teh naselij ima svoje ime. Za ustreznost teh imen skrbi Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, ki jo vodimo na inštitutu. Komisija poleg zakonodaje na nacionalni ravni pri standardizaciji teh imen seveda sledi tudi nekaterim mednarodnim smernicam. Ena takšnih smernic so resolucije Organizacije združenih narodov, ki jim Slovenija kot članica seveda mora slediti. Ena od teh resolucij naslavlja tudi imena naselij. Govori pa o tem, da ima lahko samo eno ime znotraj posamezne države oziroma eno naselje znotraj posamezne države isto ime. No, v Sloveniji smo analizirali vsa zemljepisna oziroma vsa imena naselij in ugotovili neskladje pri 1135 imenih teh naselij. Torej, v analizi je bilo ugotovljeno, da je takšnih naselij v Sloveniji 1135. Največje število naselij z istim imenom je bilo 8 in ta naselja so se imenovala pristava. Torej, v Sloveniji smo imeli 8 pristav. Drugi tip spornih oziroma neustreznih imen naselij so tista, ki imajo v svojem imenu okrajšave. Takšnih je bilo ugotovljenih 35. Predvsem gre za svetniška imena in pa imena, ki imajo v svojem zapisu razne kratice, naprimer katastrske občine ali kaj podobnega. Tretji tip spornih imen pa so tista, ki v svojem imenu nosijo besedico del. Ta izhaja iz dejstva, da so se nekatera naselja v preteklosti razdelila zaradi takšnih ali drugačnih razlogov in je eno od naselij torej ohranilo tudi še besedico del. Mogoče nam je najbolj poznan takšen primer Brezovec del, torej povezano z zadnjo arbitražno razsodbo glede meje z Republiko Hrvaško. Torej, za vsa ta identificirana sporna oziroma neustrezna imena smo pripravili predloge za njihovo spremembo. Pri istih imenih je bilo načelo takšno, da je ime lahko ohranilo tisto naselje, ki je bodisi najpomembnejše ali največje, pri ostalih primerih pa se je dodalo bodisi levo, bodisi desno določilo ali pa se je naselju vrnilo staro ime, če je seveda obstajalo. Namreč po letu 1945, ko je komunistična partija prevzela oblast v Sloveniji, so se številna imena naselij spremenila, predvsem moteča so bila tista, ki so nosila imena po svetnikih. No, kar se tiče teh predlaganih sprememb, recimo je dosti poznano ime recimo Brezje. Zdaj Brezje samostojno je ohranilo naselje na Gorenjskem kot pomembno romarsko svetišče, potem pa imamo še recimo druge Brezje, kot so Brezje pri Tržiču, Brezje pri Mariboru. Podobno je recimo z Begunjami, poznamo Begunje pri Cerknici, Begunje na Gorenjskem in podobno. No, knjiga pa poleg teh, bi rekel, vsebinsko identificiranih spornih oziroma neustreznih imen naselij vsebuje tudi nekatera druga poglavja, predvsem o virih standardiziranih imen, ostalih virih oziroma bazah podatkov z zemljepisnimi imeni. Posebno poglavje je namenjeno dvojezičnim imenom naselij, posebno poglavje pa tudi spremembam pravopisnih pravil od prvega pravopisa konec 19. stoletja, vse seveda na področju zemljepisnih imen. Na koncu mi dovolite še nekaj zahval, predvsem recenzentoma, dr. Heleni Dobrovoljc in dr. Dragu Kladniku za skrbno branje rokopisa in pa seveda sodelavcem založbe, ki so poskrbeli, da je knjiga ugledala luč sveta, tudi tako v tiskani kot v elektronski obliki. Hvala lepa za pozornost.